Še enkrat dober večer in kakor rečeno bomo zdaj spoznali ekipo pravkar ogledanega filma, potem pa bo sledil še en pogovor z predstavniki stroke. Pa bi kar povabila tule k meni pod platno, če sta morda tu Milena Zupančič, ki je sodelovala pri literarni delavnici, ni, kaj pa Primož Debeljak, tonski tehnik. Ne, potem pa gremo naprej. Tukaj je Petra Pikalo, glasbenica, izvajalka. Pa Jaka Havlina, prav tako glasbenik, izvajalec. Z nami je tudi nastopajoči v filmu, protagonist Gregor Cerkvenik. Potem pa bi kar skupaj napovedala dva producenta tega neodvisnega filma, Matjaža Pikala in pa Boštjana Korbarja. Seveda je za nocojšnji film pomembno, da je nastal v neodvisni produkciji, tudi zato, ker je treba z dokumentarnimi filmi zelo hitro reagirati na dane okoliščine, kadar želiš. A se meni? Aha, malo se ne sliši, malo pa ne. Kadar želiš reagirati na neke okoliščine, ki ti ponudijo, da lahko posnamaš film, seveda bi predstavila še, da Matjaž Pikalo je tudi soscenarist filma in pa seveda avtor glasbe. Boštjan Korbar pa je poleg producentstva opravil tudi pisanje scenarija, je režiser filma, pa tudi montažer, delal je tudi color grading in pa oblikoval zvok. Tako da kar one man band v resnici. Army of Two. The Army of Two, ja. Army of Two sva se poimenovala. Pa bi jaz povabila gledalce, da seveda vprašajte kaj, kar vas zanima, ampak bom s prvim vprašanjem pa začela jaz in prav ta The Army of Two me zanima. Zdi se, da sta v bistvu prišla iz različnih okoliščin in se nekako srečala pri tem filmu. Kako se je to zgodilo? Ja, to je bilo v bistvu naključje, bilo je eno srečanje filmarjev in Matjaža sem jaz srečal, mislim, da po 30 letih že spet in sem ga vprašal, kaj pa delaš, kako si, in je rekel, ja, jaz pa imam ene delavnice v zaporu na Dobu, in sem rekel, ti mene pa to zanima, jaz pa film v tem naredil, ne, je rekel, Matjaž, ja, to bilo pa prav v redu, jaz bi pa tudi rad nekaj k temu dodal in sva rekla, no, se slišva po počitnicah, avgusta, pa gremo naprej, a ne. No, medtem on je šel na Silvo, jaz sem šel na Pag, vsak na svoj otok, na kar se je tam meni ideja porodila to, da noben ni osamljen otok, ampak da bi ga vsak mogel imeti, in jaz pokličem Matjaža, rečem ti, kaj pa to, ti je to všeč, pa to tale ideja, rekel, ja, dajva midva tole upravo kontaktirati, pa še o otoku kot prispodobi za zapor, ne? In s tema dvema glavnima mislima je Matjaž pol kontaktiral zapor in pol so se vrata na ta otok odprla in tako je pol vse skupaj steklo, ne. Kaj pa mogoče čist od vaju vsakega posamezno, čisto osebna motivacija, zakaj vaju zanima ta snov, zakaj si ti hotel? Ja, mene osebno je šlo prav, me je zanimal ta svoboda kot taka, kaj zdaj sploh pomeni za nekoga, ki je zaprt, kako ceno ima svoboda, kako jo, kaj mu predstavlja in kako je to doživljanje odvzema svobode, ne. To je bilo vodilo, medtem je pa Matjaž napisal pesniško zbirko, ki je pa pol tudi v glasbo in pač to je bil del tega koncerta in se je pač navezoval na temo otoka zapora, ne. Mogoče še ti kaj.
Ja, mene pa zanimalo to, kako dejansko kulturo prinesti v zapor. Želel sem si koncert imeti s skupino v zaporu, ker smo imeli že predtem koncerte recimo v Rudniku ali pa na svetilniku na Palagruži in mi je bil to en tak nenavadno prizorišče. Predvsem to kulturo prinesti v zapor, kar je bilo mogoče v okviru projekta vključujemo in aktiviramo. In tudi Milena Zupančič je bila recimo ena od teh gosti na teh mojih literarnih delavnicah, ki so jih pa vodili pisatelji in pisateljice, ilustratorji in ilustratorke, ne samo v moškem zaporu na Dobu, tudi v ženskem na Igu, pa v domu za mladostnike na Planini pri Postojni, pa recimo v zaporu za mladoletnike v Celju in še kje, tudi za hendikepirane. Skratka, po celi Sloveniji in projekt je trajal 5 let. Takrat, ko sem bil jaz, leta 2019 se je pa ugasnil in pa sem še nekaj časa dobival SMS-e od obsojencev, a se bo to še nadaljevalo, pa smo tudi apelirali na vlado takratno. Zgodilo se ni nič, mogoče kaj v prihodnosti. Skratka, to je en tak projekt, kjer smo beneficirali vsi, tako obsojenci kot kulturniki imenovani. Pa bi potem kar gospoda Cerkvenika vprašala, kako to, da ste pristali na sodelovanje v filmu, pa tudi me zanima, kaj vam je pa prineslo to sodelovanje? Ja, hvala lepa za vprašanje. Pozdrav vsem. Jaz bom rekel, moja motivacija je bila, tako kot sem v samem filmu nekajkrat poudaril, da sem čas, ki mi je bil namenjen, da ga preživim na prestajanju kazni zapora, čim bolj aktivno prestane. To se morda sliši nekaterim čudno, celo se mi je zgodilo, da sem jaz imel premalo časa v zaporu za vse aktivnosti, ki so me zanimale in ena od teh je bilo sodelovanje v tem literarnem ali pa širše kulturnem projektu Vključujemo in aktiviramo. Seveda nisem sodeloval v vsem času, v enem delu, na koncu projekta, kar je pomenilo neposredno sodelovanje z Matjažem Pikalom. Jaz moram reči, ne samo moja ocena, ampak tudi ocena ostalih obsojencev, ki smo sodelovali, je bila zelo pozitivna, ker to je pomenilo, da se zaprti svet ali pa ta otok za trenutek odpre. Da pridejo umetniki, da pridejo bodisi literarni, kakršnikoli drugi glasbeniki, likovni umetniki in vsak skozi svojo prizmo, skozi svoje znanje in dajanje nečesa več omogoči obsojencu, seveda tistemu, ki želi, da vendarle ohrani nek stik z zunanjostjo. Temu se je potem pridružila ta ideja o nastajanju dokumentarnega filma, pri čemer moram jaz reči, jaz sem imel tudi na začetku pomisleke, bi, ne bi, ampak predvsem sem si rekel naslednje. Morda je moj karakter malo drugačen in tudi danes za to skrbim, da ker sem kazen že prestal, v tem trenutku jaz sem na prostosti, sem svojo dolžnost opravil, lahko tudi rečem častno opravil, čeprav želim, da to sodijo drugi, ne jaz. Hočem to reči, zapor je za ljudi. Mislim, da sem to tudi enkrat v filmu samem povedal. Kaj to pomeni? Vsakdo izmed nas se lahko v določenem trenutku znajde na tem mestu. In pomembno je, da seveda to tančico, kaj je pravzaprav zapor, odstiramo in jaz tudi vidim današnji večer in današnjo promocijo tega filma kot poskus tega in na vsakem koraku se tudi danes trudim, da seveda predstavim, kaj je pravzaprav zapor v tistem pozitivnem pomenu besede. Da to ni en Alcatraz, nekaj, kar poznamo iz, ne vem, filmov, predvsem ameriških filmov,
ampak da je v Sloveniji pač to mesto, kjer tisti, ki je naredil nekaj narobe, bil za to pravnomočno obsojen, svojo kazen tudi izvrši, da pa seveda ima v tem času vse možnosti resocializacije in ponovne vrnitve v družbo. Zato, ker lahko rečem, da pravzaprav, kar je povedal tudi na začetku gospod državni sekretar na Ministrstvu za pravosodje, zapor je pravzaprav ogledalo družbe. To je zapisal že Dostojevski, to nisem jaz rekel, niti gospod državni sekretar, ampak to je v bistvu vsi problemi ali pa vse, kar se v družbi dogaja, se pravzaprav potem odstira v enem majhnem kosu tudi v zaporu. Zato jaz nisem imel potem nikoli pomislekov, ne med snemanjem, ne potem med predstavitvijo tega dokumentarca. Jaz tudi, bom rekel, z dvignjeno glavo lahko vsakemu povem dejansko, kaj je zapor, in tudi ne nazadnje, danes se trudim, in to sem že počel praktično z odobritvijo uprave za prestajanje kazni zapora, že v času mojega prestajanja na Dobu, potem, ko sem bil na pol odprtem in odprtem oddelku, da sem sodeloval z Filozofsko fakulteto v Ljubljani, z konkretno oddelkom za sociologijo, profesor Milice Antič Gaber, kjer seveda pomagam pri njenem dodiplomskem študiju za študente predstaviti znotraj predmeta sociologija bivanja tudi, kaj je pravzaprav zapor. Zanimivo. Bi pa potem še glasbenika Petro in Jako vprašala. Seveda v zaporu so zelo raznoliki ljudje, tako kot smo raznoliki ljudje povsod, ampak vendarle jih druži ta nesvoboda, ne? A je kaj drugače ustvarjati, podajati ali pa podariti glasbo znotraj teh zidov, ki so zelo prisotni, ali je nekako podobno kot na vsakem koncertu? Kakšno je doživetje? Nedvomno je bilo stresno za vse nas, no. Posebna izkušnja, tako kot je rekel Gregor, vsak se lahko znajde tam in mi smo prišli samo malo polepšati ta dan. Ja, meni se je ta iluzija o prostoru oziroma priložnosti, da bi se v zaporu lahko česa naučil, takoj razblinila, ker takoj, ko smo stopili na vrata, je se čutil en tak pritisk, stres in skoraj da strah. Zamujali smo po umetniško, mislim, da samo 15-20 minut, neč kaj tacga, ampak to je pomenilo, da organizacijsko smo padali na kosilo. Se pravi, da so se takrat pol nanizali vsi, ne vsi, ampak veliko zapornikov, in to je bilo kar napeto, ker si videl vse te različne kategorije, skupine zapornikov in še posebej ne samo za mene, ampak mogoče še za punce, da je bilo še težje to doživljati. Zanimivo pa potem, ko smo nastopili, se mogoče tudi na odru vidi malo več sproščenosti, je bilo pa tako, da je bilo, sem kar malo živčen vrata zdaj, da je bilo zelo malo publike v bistvu. Zaradi tega, ker je gospod Rakuš nekako ni bil priljubljen med zaporniki zaradi stvari, zaradi katerih je obsojen. In je bilo dosti manj publike in smo se lažje potem prepustili igranju in nastopanju. Zanimivo. Bi morda kdo iz publike kaj vprašal? Ja, mene pa zanima, kako ste izbrali te subjekte filma, na osnovi česa. To ste že prej med delavnicami vi se pogovarjali ali kako? Ne, pač Matjaž je mene pripeljal v zapor
In na prvem srečanju sem jim jaz predstavil idejo in potem se je javil Gregor, Bagari in Rakuš. Sami od sebe so v bistvu so se javili, da bi sodelovali pri dokumentarcu. Tako da to ni bilo vnaprej z moje strani izbrano, ampak pač oni trije so se javili in to je bilo to. Tako da tudi fokus je bil na temo svobode, oziroma odzema svobode in ni bil fokus na delikt kot tak. Ja, mogoče bi to povedal, da je bil ta koncert del širše kulturne prireditve ob zaključku teh literarnih delavnic, zaključku leta, in da so obsojenci brali svoje prispevke, išel je zbornik, ne samo z njihovimi, torej prispevki z Doba, ampak prej naštetih inštitucij po Sloveniji. In tako da ideja je bila pa tudi potem en tak literarni program, ki bi vključeval tudi skeče. Vse to je bilo treba podati upravi zapora, da pregleda scenarij tako prireditve kot filma, a gre to skozi. No in tukaj je ena anekdota, da so tudi na nek način, zdaj vidim, da je to bilo pametno, cenzurirali skeč, ki sva ga imela z Rakušo in ki se v filmu ne vidi. Zaradi tega pač, ker je šel obsojencem na jetra in so tudi bojkotirali prireditev, in če bi tisti skeč šel v taki obliki skozi, kot je bil zamišljen, bi najbrž nastali problemi, ki si jih pa nismo želeli. K temu bi dodal, če dovolite, oba avtorja dokumentarca samo to, kar je pomembno dejstvo, da vprašanja, ki so bila namenjena akterjem, se pravi vsem trem udeležencem, obsojencem, jih mi nismo poznali vnaprej. To pomeni, da ko smo imeli snemanje in tudi nismo ničesar ponovili, snemanje je teklo, kot je teklo, jaz to vprašanje nisem vnaprej vedel, zato se tudi nisem nič pripravil in v bistvu to, kar sem povedal, je tisto, kar sem v tistem trenutku čutil, da je treba povedati. In recimo, če me vprašate, danes, ko sem si ponovno pogledal ta film, ne bi pravzaprav ničesar spremenil, niti dodal, niti odvzel, ampak ostal pri tistem, kar sem povedal. Še kakšno vprašanje morda od gledalcev? Ja, hvala za vprašanje. Jaz bom rekel, morda jaz osebno nisem imel v vsem času prestajanja, niti ne pripora, niti potem v nadaljevanju kazni zapora, nobene konfliktne situacije z nobenim, ne z obsojenci, ne z zaposlenimi. Torej ne s pravosodnimi policisti, kot je bilo vaše vprašanje, recimo s pazniki. Moram tudi reči, ne, da sem zdaj advokat kogarkoli, tukaj nisem, ker sem po izobrazbi pravnik, celo doktor prava. Moram reči, da lahko ocenjujem vse zaposlene res samo pozitivno. In tako kot sem povedal, vsi se trudijo, pač trudijo vsak na svoj način, vsak ima kdaj tudi slab dan, ampak seveda problem je, pa da ne bomo zašli, predvsem to, kar je tudi povedal državni sekretar na začetku, število zaposlenih v zavodih, predvsem strokovnih delavcev, ki jih je premalo in seveda se ne morejo, kar sem tudi povedal v samem dokumentarcu, povsem posvetiti vsakemu posamezniku. Kar se tiče vašega vprašanja, če sem delal, jaz sem delal sem v zavodski pralnici, 8 ur, v
tako v zaprtem oddelku, ker morda sem imel, bom rekel, to priliko ali to čas, da sem pravzaprav spoznal celoten zaporski sistem v Republiki Sloveniji. Od pripora, kjer sem že delal kot hišnik, kar je skoraj zelo redko, ampak očitno sem si pri vodstvu ZPKZ-ja v Ljubljani ustvaril neko zaupanje in so mi zaupali to mesto. Potem pa kot pač zaposleni obsojenec v zavodski pralnici, tako v zaprtem, polodprtem in odprtem oddelku. To je potem tudi eno od tistih meril, kar je bilo povedano v dokumentarcu znotraj osebnega načrta, kar omogoča potem obsojencu, da svojim prizadevanjem si, ko je čas za to, in ko se pač izkaže pred, bom rekel, znotraj sistema, pridobi določene ugodnosti, tako zavodske kot izvenzavodske. Še kakšno vprašanje, mogoče? Drugače bi jaz samo še eno tako zaključno, ki verjetno nas zanima. Če ste film pokazali na Dobu oziroma ga nameravate? Ja, zaenkrat ga še nismo pokazali. Tako... Pa da se bo dal dogovoriti to. Ja, upam, da se bomo zmenili, da bojo lahko tudi kaznjenci tudi to videli. Mogoče bojo pa bojkotirali spet. Zanimivo. Prav nocoj si nekateri, ki so nekdaj delali na Dobu, se pravi z uprave zapora, so se prvič ogledali ta film. In se jim tudi zahvaljujemo ob tej priložnosti, da so nama sploh dali to možnost, dovoljenje, da so film posnela. Mislim, da je to, da je en od namenov te premiere, da so si lahko ti ljudje, pa tudi ljudje iz pravosodnega ministrstva ogledali film, zato ker, kot je bilo rečeno, je namenjen njim in širši javnosti. Ne, ta dva kaznjenca, Bagari in pa Rakuš, si pa filma še niste ogledala. Lahko pa povem, da sem v stiku z Bagarjem, ki mi vsake toliko časa piše, ker pač sledi kulturo in vidi, ko kakšno knjigo izdam ali pa kaj, pa mi pol napiše, da sicer ne vem kaj, ni ljubitelj poezije, ampak ta pesem, ki sem jo objavil, je pa super in tako. In namen te premiere, prikaza tega filma tudi v tem, ja, da mogoče enkrat pridemo do njih na en tak način, oziroma da to postane en šolski film, paradigmatičen, za tiste, ki se s tem ukvarjajo, ki so profesionalci, kako izgleda življenje v zaporu, kako razmišljajo in tako naprej, kaj pomeni resocializacija oziroma kako jo uspešno uresničevati. To je namen. To si želiva, no? Da bi lahko naprej potem še kaj posnela. Hvala, no hvala ekipi potem za ta pogovor. Je kar potrajal, smo se kar pogovarjali, pa bi vas prosila, če se spet usedete, zato ker zdaj sledi pa pogovor z strokovnjaki. Bi povabila pod platno Nino Koželj, direktorico Direktorata za kaznovalno pravo in človekove pravice na Ministrstvu za pravosodje. Dobrodošla. Ja, hvala lepa. Pa dr. Danijelo Mrhar Prelič, direktorica uprave za probacijo na Ministrstvu za pravosodje. In dobrodošla tudi vi. Pa še magistra Bojana Majcna, generalnega direktorja uprave za izvrševanje kazenskih sankcij na Ministrstvu za pravosodje. In seveda še bi na ta pogovor povabila Boštjana, da se nam še enkrat pridružiš, da malo vseeno povežemo te dve sferi. Mogoče bi za začetek zelo nasplošno začela, ampak bi spet pri tebi začela, ker če smo zdaj govorili o ustvarjalnosti, pa bi šla zdaj bolj na okoliščine snemanja. Ali pa, kot sta vidva že z Matjažem povedala, se ni bilo težko dogovoriti za snemanje na Dobu. Ampak me vseeno zanima, koliko časa je to trajalo, pa če ste tudi drugo sodelovanje z
se pravi pravosodjem, se pravi sistemom, morali uresničevati recimo to, da ste dostopali do raznih sodnih spisov ali pa kakšnih tovrstnih zadev? No, ko sem pač hodil z Matjažem na te delavnice, sem vse tri nastopajoče vprašal tudi za sodbo v imenu ljudstva, če lahko dobim njihove sodbe, in na to sta Gregor in Bagari sta takoj to meni predočila, sta mi izročila te papirje. No, pri Rakuši je pa ostalo samo pri obljubah, to se ni nikoli materializiralo, tako da midva sva imela vse črno na belem, je bilo vse zapisana, cela sodba, tako da sva cel primer sva poznala, kakšno je bilo ozadje delikta. Kako se je vse skupaj, sva imela zelo malo časa na razpolago za snemanje, vsi teli pogovori so bili posneti v enem dnevu. Vse je šlo prima vista, ni bilo nobenih ponavljanj, nobenih vprašanj naprej niso dobili. Pa en dan je bil za koncert, to je bilo posebej. Pa en dopoldne je bil to, da so najo spustili po zaporu, da so neke kadre od zapora lahko lovila. Tako da to je bilo res zelo gverila sistem. Ko smo na snemalni dan, naprimer na koncert, ki je bilo, to je vse moglo teči po minutah. Zdaj, ko se je zamujalo 15 minut, to je celo, to pol rata zelo napeta. To je mogoče še bolj strogo kot v vojski. Skratka, Bagari nama je tudi dal napisal, kako njegov delovni dan poteka, in tam to gre vse na 15-20 minut. Se pravi, ko ti v to kolesje not stopaš, čim se nekaj ne poklapa, lahko nastajajo problemi. No, ampak tu smo pa vse v redu speljali. Ste bili ene vrste šum v sistemu, pa zdaj pozitiven ali negativen ne bo? Ne, jaz se nikoli nisem predstavljal kot šum, prav nasprotno. Jaz sem prišel prvič na obisk, sem bil oblečen v kaki hlače, pa v kaki jopič. In na koncu, ko smo se poslovili, so meni fantje rekli, ja, sej vi pa lahko kar tukaj ostanete. Sem rekel, ja, zakaj pa? Rekel, sej vi ste itak že tako oblečeni, kakor mi. Namreč kaki je uniforma kaznjencev. Skratka, jaz sem dobil to njihovo zaupanje že na prvem srečanju, pa ko sem šel še ene 5-krat noter, se je pa to še malo bolj okrepilo, ojačalo, in zato so se tudi potem odprli na samem snemanju. Tako so nastale ene osebne izpovedi. Seveda bi tudi vas povabila, da razmislite o kakšnem vprašanju za naše goste. Pa bi, kot sem že gostom povedala pred projekcijo, jaz ne vem čisto dobro naravo vašega dela, kljub temu, da sem to malo pogledala, ampak seveda ne poznam stroke in bom bolj ta vprašanja dala v zrak, potem pa bi vas prosila, da odgovorite po vaših zanimanjih, pa bi začeli zelo na široko. Tukaj v filmu smo videli, da so za te zelo različne zločine zelo podobne kazni pravzaprav, vsaj z našega vidika, ki se ne spoznamo na te stvari. Pa me zanima, a je splošno neko razmišljanje med stroko, če je slovenski sistem, kazenski sistem pravičen pri kaznovanju in temeljit seveda pri tem. Kaj? Ja, hvala lepa za vaše vprašanje. Jaz prihajam z Ministrstva za pravosodje. Zdaj danes smo slišali toliko enih iztočnic in tudi vaše vprašanje, če je pravičen pa temeljit sistem, ure in ure bi lahko o tem govorili, marsikdo tudi tukaj v naši dvorani. Bom jaz čisto na kratko rekla, jaz osebno iskreno verjamem, da je.
Zakonodajni okvir je tako napisan, vsa zakonodaja je, da bi lahko bil, saj vemo, vedno je človeški faktor. Rekli ste, tukaj gre za čist različna kazniva dejanja, pa tako iste kazni, saj enakost je samo v tem, da je kazen zapora bila izrečena. Časovno obdobje kazni je tukaj popolnoma različno, tudi osebno delo s temi obsojenci individualno znotraj zavoda je zagotovo popolnoma drugačno, prilagojeno temu. Zdaj rekli ste, če je pravičen sistem, pri nas imamo zakon o kazenskem postopku, ki že v 1. členu pove, da je vse skupaj napisano ravno z namenom, da se nihče, ki je nedolžen, ne obsodi. Tako da vsa ta pravila so temu prilagojena, vse kavtele imamo, človekove pravice veljajo vse in ja, jaz mislim, da je pravičen. A se čisto taka subjektivna, a se zdi, da v naših zaporih so v resnici krivi ljudje, ne? Ker zdi se, da recimo v ameriških zaporih niso vedno krivi ljudje. Si bomo malo razdelili vloge. Tako, odvisno, koga vprašate. Če boste vprašali strokovnjake na eni strani, torej tisti, ki vsak dan odhajamo iz rešetk na svobodo, bomo rekli, da zagotovo, da so. Ravno iz tega razloga, kot je Nina rekla, nihče ne prestaja zaporne kazni, ki je nedolžen. To je že izhodišče naše kazenske zakonodaje. Če pa pogledamo sogovornike na drugi strani rešetk, je pa zagotovo večina njih si ne želi biti tam. In takrat, ko prestajaš zaporno kazen, si zelo subjektiven, zelo pod vplivom čustev, pod vplivom dogodkov, samo ocenjevanja, sem kriv, nisem kriv, kako bi lahko naredil, kako ne bi. In potem je njihov vzorni kod, z njihovega vzornega kota čisto ok. In potem je odvisno, koga vprašate. To vprašanje sem jaz postavila 3 leta nazaj, ker mi je Bojan omogočil, da sem to isto vprašanje postavila skoraj 400 obsojencem v slovenskih zaporih. In večina njih je odgovorila, kaj mislite, kaj. Nisem slišala publike. Večina njih je odgovorila, da so krivi. A samo skoraj 400 zapornikov imamo moških ali ne? Je pa več. Vse skupaj je zaprtih 1400, od tega lahko ločem 10 oziroma 10 mladoletnikov v prevzgojnem domu in pa 70 žensk na Igu, tako da praktično. Samo 70 žensk? Ja. Kaj pa nam to pove o družbi? No, jaz bi na prejšnjo temo še, v bistvu tudi enkrat sem dobil vprašanje, če dejansko nedolžne drugače obravnavamo kot krive. Jaz lahko rečem, za sabo imam 19 let doba, v bistvu pa ne na prestajanju, ampak kot zaposleni, da se prav razumemo, in nikoli se dejansko nisem s tem ukvarjal. Enostavno zame je pač sodba tisti akt, ki ga izvršujemo in dejansko enako ravnamo v vseh primerih. Kakorkoli, če se kasneje kdaj izkaže, v bistvu itak je ta rehabilitacija in tako naprej, ampak če bi se zaposleni s tem ukvarjali ali zdaj nekdo nedolžen, kriv, bi zelo težko delali. Je pa v Sloveniji, kot marsikje drugje, v marsikaterem sistemu pomanjkanje financ, pomanjkanje kadra, predvsem časa. Pa me zanima, kako se gleda na to rehabilitacijo ljudi, ki so v zaporu. A večina, ko pride ven, lahko zaživi, rečemo temu normalno življenje, dobi službo ali pa službe verjetno sklepam, da ne, ker jo marsikdo ne more dobiti, ampak neko delo, a se vključijo ponovno v družbo, a grejo domov recimo k svojim družinam? Ja, no se ta film je zelo zanimiv in daje to zgodbo. Enostavno, ne vem, ali ste to imeli srečo ali ste dejansko izbrali zelo 3 različne, v bistvu, so sami, ja, no, ampak ok, dejansko, ja, vse temelji, tudi slišati je bilo, da jih silimo, da gredo na hrano, skratka, to ni res. V bistvu obvezeni odhod na obrok, vsekakor nikogar ne silimo v zaporih, da mora jesti. To je v bistvu manipulacija, oziroma pač tako mogoče gospod doživlja to, drugače pa dejansko vse temelji na tem, kar mi ponujemo, ti izbereš. Enostavno, ja, ko nekdo pride na prestajanje kazni, praktično
praktično se napravi osebni načrt, ugotovi se ta manko in se človeku na nek način pomaga, ampak ti moraš to pomoč sprejeti. Če ti pomoči ne sprejmeš, potem ni nič. Praktično, teoretično, oziroma bom rekel tako, da lahko nekdo pride na prestajanje kazni in odleži ali pa odsedi. Praktično ima obroke in praktično ne počne nič. Seveda, osnovne stvari so delo in izobraževanje. Poleg tega pa dejansko so še potem obravnave, psihološke obravnave v tem smislu spolnih delikventov, potem nasilnih in pa seveda obravnava odvisnosti. To so 3 pomembni temelji, s katerim urodje, bom rekel, da lahko nekomu pomagamo, da se ponovno postavi na noge, da ugotovi, kje je delal napake in seveda v tej zadnji fazi mu dejansko pomagamo, da se ponovno vključi v družbo. Tukaj bo pa potem kolegica naprej nadaljevala. No? Ja, pa ne iz svojega poklicnega zornega kota, ampak čisto življenjskega. Pa se čutim dolžno to povedati, zato ker se mi zdi, da kar vsakič, ko imam to možnost, na glas povem. Od nas, družbe, vseh vas, vsakega tlele, ki sedi v dvorani, pa vseh tistih, ki so tam v Zoom, pa ki jih ne poznamo, pa ki jih nismo videli, je odvisno, koliko bo obsojencem se uspel socializirati in vključiti v družbo, ne resocializirati. Ker smo mi tisti, ki dajemo etikete, mi smo tisti, ki imamo potrdilo kaznovanosti, nekaznovanosti, mi smo tisti delodajalci, ki zahtevamo, da imamo nekaznovane ljudi. Družba pozablja, da so to ljudje, ki izgubijo socialni stik. Zgodbe 3 so bile zelo nazorne, tisti, ki prihajamo z poklica, so pogledi sogovornikov, ne bom vas nazvala igralce, ker to so resnične osebe. Zelo veliko povedali oziroma mnogo več. Tako da družba je v bistvu zelo velik kriminogen dejavnik. Če smo mi tisti, ki onemogočamo, da se bo oni vključili nazaj in bomo v podporo in pomoč, da te etikete pomagamo odstraniti, potem je bolj kot nejasna samo ena pot. In to je ta krožni proces, ki mislim, da je bil že danes omenjen. In svoboda, zelo dober izraz je bil, svobodni je tisti, ki je svobodno v glavi, če pa nisi svobodno v glavi, pa nisi svobodni nikjer na svetu. To je bila izjava Pagarja. In tako enako je z družbo. Če bomo na obsojence gledali kot na ljudi, ki so nič vredni, vredni samo nekega obsojanja, potem resnično kot družba ne moramo pričakovati, da se bojo vključili. Torej v bistvu predvsem na družbi tisti, da mogoče, da se lahko vključijo. Pa še nekaj bi dodal, vse ni v tem kontekstu. Kakšna publika so obsojenci? Prej sem slišal to. Skratka, imel sem občutek, da vas je bilo malček strah, ker ste prvič prihajali v ta prostor in tako naprej. Ampak nasploh tudi Tanja Žagar je že odpela, pa Natalija Farboten, pa ne delam reklame zdaj za nikogar. Ampak lahko rečem, bil sem na vseh teh koncertih zraven, da je to ena najbolj hvaležnih publik, kar sem jih kdaj v življenju videl. Zdaj na moje naslednje vprašanje ste že deloma odgovorili, da dejansko se osebno pogovarjate z zaporniki in jih sprašujete o njihovih izkušnjah in tako naprej. Ampak me vendarle zanima, a ste to v funkciji kot funkcionarjev na ministrstvu ali ste to počeli prej kot del kakšne druge svoje službe in ali sicer se pravi funkcionarji sploh pridejo v stik, ali je to res odvisno od vlade ali od koga se zaposli. Koga ste mislite? V bistvu funkcionarjev ni prisotnih tle. Ne, jaz se upravičujem za svoje nestrokovno. V publiki sedi. Birokrati vendarle. Ja, tako, dajmo se tako nazvati. Jaz sem že 20 let za rešetkami. Obsojena sem verjetno na doživljenjsko, kako se temu reče. Bi se nasmejala z veseljem, pa malo težji danes. Delala sem v prevzgojnem domu z mladoletnimi storilci kaznivih dejanj, v bistvu skoraj 8 let in potem sem vodila ženski zapor skoraj 6 let. Zdaj vodim pa nekaj, kar je malo drugačno od zapora, to je pa zapor v skupnosti, če ga laično opišem ali predstavim. Se pravi, kazni zapora izvršujemo v skupnosti z različnimi oblikami. Tako da ja, cel življenje sem v tem in verjetno doživljenjsko obsojena na to z veseljem. Pa se vam to zdi pomembna stvar, se pravi oseben stik
z ljudmi, v bistvu, o katerih usodah odločate. Ne? Kar je ključnega pomena je to, da predvsem tisti, ki delamo za storilce kaznivih dejanj, kot tudi tisti, ki pišejo zakone, kot funkcionarji, kot ste jih nazvala, torej tisti, ki na politični ravni zagovarjajo neke zakonodajne predloge, je zelo pomembno, da razumejo, ne samo da vidijo, predvsem pa da razumejo to življenje na drugi strani rešetk. In ja, izjemnega pomena je vsaka minuta ali sekunda ali ure, v bistvu mi se bolj pogovarjamo o urah, kot o minutah, ki so preživete strani odločevalcev na vseh ravneh v zaporu, toliko lažje bomo oblikovali neko zakonodajno politiko. Tako da jaz mislim, da lahko povem v imenu vseh treh, da so vsi ti obiski, če so bili v preteklosti zapori peto kolono, tako sem se počutila 20 let nazaj, ko sem začela, da smo bili vedno nek peti bicikl, postajamo ne prvi, ne, ker nismo prvi, ampak končno eden od pomembnih koles v pravosodnem sistemu in to je predvsem po zaslugi tistih, ki odločajo. Bi mogoče tukaj Boštjana vprašala, ker po drugi strani je pa tudi za ustvarjalca oziroma umetnika blazen pomembna empatija do vsake stvari, ki jo snema, ki jo raziskuje. Ne? In zdaj, kako doseči ta nivo empatije, da se pogovarjaš s tako različnimi ljudmi, s tako različnimi zločini? Jaz sem pač prišel z mojo osebnostjo not in sem Gregorja tako odprl Bagarja in Rakuša. Mislim, ne znam niti povedati, pač tak sem in so mi zaupali. Pa se zapomni nič posebnega, ne dejansko te strahove, ki ste jih občutili v štartu, ki ste vstopali, ker ti, recimo, če še moje sodelavce vprašati, ki delajo 10-15 let, prideš tako, kot prideš na eno vrat, praktično z ljudmi se normalno pogovarjaš. Ja, vse obstajajo nevarni ljudje, ampak tisti so izolirani, ločeni. 90% je pa normalnih ljudi in se z njimi lahko komunicira v bistvu tako, kot se zdaj mi tukaj pogovarjamo, oziroma včasih še boljšno. No, tukaj takole bom dodal. Jaz sem pristopil do njih brez predsodkov. Jaz sem jih imel za sebe enake in verjetno so oni to čutili. Tukaj je ključ. Zlato pravilo v zaporskem sistemu ali pa v zaporskem sistemu na svobodi. Sicer pa lahko Gregor pove. Kar daš, dobiš. Kar daš, dobiš in to je ključni element. Odnos, ki ga kot strokovnjak daš, takšen odnos dobiš nazaj. In nekako se vračajo stvari, ne? Vedno se postavijo stvari na svoje mesto in zato je toliko bolj pomembno, da ta poklic predvsem upravljamo ljudje, ki smo tega zavestni in kot Boštjan rekel, nič nisem bil drugačen, bil sem jaz. Ne? Biti jaz je v prvi vrsti biti človek. Ja, to je sigurno, kar je bilo zdaj povedano in jaz sem pravzaprav razumel tisti vaš, ne stisko, ampak neugoden občutek, da je bil bolj to varnostno preverjanje. Varnostno preverjanje, oprostite, je kjerkoli, recimo greste na letališče, pa greste čez neko proceduro, ki je zakonom predpisana, greste tam čez nek detektor, kjer se ugotavlja, a imate pač vse tisto, kar smete prenesti s sabo, tisto, kar ne smete, da odložite, nič drugega ni. To sem jaz razumel, da je bilo ob vašem prihodu ali pa vsakem prihodu kogarkoli, jaz če bi danes šel recimo ali bil povabljen recimo iti v zapor ali pa, ne bom rekel zapor, boljše je beseda zavod in mislim, da je tudi prav, da tako povemo, kot določa zakon, bi šel čez eno varnostno preverjanje. Drugače je pa to, kar je rekel generalni direktor uprave za izvrševanje kazenskih sankcij, magister Majcen, da toliko kot smo ljudje, seveda zunaj v družbi, smo potem lahko ljudje tudi znotraj zaporskega sistema, ali pa kot je povedala gospa direktorica uprave za probacije. In to, kar je rekel tudi gospod Majcen med drugim, če sem prav razumel, da je včasih boljši dialog znotraj zapora, kot pa zunaj, a ne, se pravi, misluje na obsojence, seveda to spet zavisi od vsakega posameznika. Zdaj so bili 3 primeri, jaz zdaj ne želim biti vrhovni razsodnik pa reči, kdo med nami je boljši pa slabši,
to naj prepusti publika, a ne, o tem odloči, ampak povem to, da vsakdo, ki si prizadeva in tako kot je rekel slovenski, dobro se z dobrim vrača, tisti, ki nekaj dobrega naredi, seveda tudi uprava to zna na pravi način presoditi, oceniti in tako naprej, da ne bom predolg. Mogoče še tisto zamujenje malo pokomentiral, nekaj ste mečkim zamudili, ne. Veste, tako je, ne, dejansko ta hišni red v zaporu je našponan na minute, ne. In enostavno oni so mogli od 12 pa do 3 oziroma od 1 do 3 nahraniti 600 ljudi, ne. In enostavno so tukaj minute pomembne, odhodi na delo in tako naprej, zato mogoče je bilo malček slabe vole, ker saj jaz, v bistvu, ko sem bil še dol, ne, kar smo se dogovarjali, sem hotel na minuto točno ali pa da raje, da 15 minut prej nekdo pride, da se to v miru lahko naredi in da ne posega v karkoli, ne. Jaz mislim, da filmarji to razumejo, glasbeniki pa mogoče ne to. Bi mogoče kdo iz publike kaj vprašal? Uprava za probacijo ni pristojna za zaposlovanje brezposelnih oseb, zato imamo v Republiki Sloveniji zavode za zaposlovanje. Kar je naloga svetovalca, probacijskega uslužbenca, v tem primeru, da je oseba brezposelna, je zagotovo vodenje in usmerjanje pogovorov v smislu iskanja možnih zaposlitev in napotitve osebe in seveda nudenje podpore za to, da se obrne na zavod za zaposlovanje, ki je za to odgovoren. To je pa odvisno predvsem od delodajalca. Jaz imam zelo različne izkušnje še iz časa, ko sem vodila IK. Obsojenke so začele delati pri različnih delodajalcih, predvsem v gospodarstvu, bomo rekla, v sklopu javnega gospodarskega zavoda. Pa so bili zunanji delodajalci, ki so najprej prek tega JGZ-ja, no, da ga skrajšam, zaposlili obsojenke, potem so pa ti delodajalci ugotovili, da je to čudovita delovna sila in so jih zaposlili po odpustu s prestajanja zaporne kazni. Predvsem problem zaposlovanja v Republiki Sloveniji je potrdilo nekaznovanosti, ki ga pa danes zahteva večina delodajalcev. Ena od problematik, ki jo vedno znova tudi jaz naslavljam, je ta, da bomo mogli predvsem v glavah se osvoboditi v tem primeru, pa se mogoče znebiti predsodkov, da so obsojenci predstavljajo neko grožnjo in neko nevarnost. Kakšen zagotovo, da smo si na jasnem, da ne boste mislili, da ni takih, seveda so. Ampak večina njih je pa vendarle zaposljivih in predvsem ta mindset v glavah delodajalcev moramo premakniti, da je to lahko, so čisto super sodelavci. In da to počnemo je zasluga mogoče tudi tega filma, no, če se lahko izkoristim to priložnost, ker se mi zdi, da sta Boštjan pa Matjaž na nek en čisto svojstven način dosegla, da sta prikazala to, kar je marsikomu skrito. Ne nazadnje tudi nam, ki delamo v zaporskem sistemu, ali pa probacijskem. Ne, to so zgodbe, pripovedi resničnih ljudi, njihovi doživeti. Tako da je tudi ta film eden od, bom jaz rekla, tistih momentov, s katerimi lahko ozaveščamo, pa da se vrnem nazaj, kar sem prej rekla, od nas v družbi je predvsem odvisno, kaj se bo z njimi zgodilo. Seveda, tako kot je pa rekel gospod Cerkvenik tudi v filmu, je pa da moraš sam za to odločitev sprejeti. Tako da, eno z drugim, tako. Odgovor je ja. Odgovor je ja, pa ne samo to, dejansko tudi primeri, že obstajajo primeri, kar nekaj primerov je takih, da med prestajanjem kazni zapora že delajo zunaj. Tako da tudi ta možnost obstaja. Recimo komunala, Trebnje, lahko kar konkretno povem, pa še koga, ne, tako da tudi podjetja, Price, Sevnica in tako naprej, tam so bili kot varilci delali in tako naprej in tudi potem po prestani kazni so jih zaposlili kot dobre strokovnjake. Revoz Novo mesto recimo,
pa še. Skratka, iskali smo mi delodajalce in oni nas. In kjerkoli smo jih zaposlili, dejansko smo dobili potem še dodatna povpraševanja, ne? Tako da so bili zelo zadovoljni z njimi. Če se pa navežem na probacijo, glede na to, da mi izvršujemo delo v splošno korist, kjer posamezniki največkrat lahko izkažejo neko svoje delovne sposobnosti ali pripravljenost za delo, lahko tudi povem, da v teh 4 letih in še malo, kar v bistvu obstajamo v tej obliki, opažamo vedno več tega, da tiste organizacije, ki so bili v bistvu izvajalci sankcije dela v splošno korist, so potem obsojence zaposlili. Tisti, ki pridejo na delo v splošno korist, so vendarle obsojeni na zaporno kazen. Sam ta se izvrši na drugačen način, tako da spet smo pri tem mindsetu. Mogoče še kakšno vprašanje iz publike? Prosim. Ja, jaz bi si to želel, kot avtor Matjaž pa tudi, ne, to na vsak način, sem to midva o tem ne morava odločati, ne, to je v bistvu na vaši strani. Bom povedala tokrat pa v vlogi predavateljice, ker sem predavateljica na fakulteti tudi. Zagotovo je to učna baza za naprej. Jaz sem imela to čast in sem počaščena, po nekih višjih silah, ne bom jih omenjala, a ne Matjaž, da sem si ta film lahko ogledala 1,5 leta nazaj, se mi zdi. Študenti in nekdo, ki jih predava kriminologijo in penologijo, lahko povem, da je to čudovita baza, predvsem zaradi tega, ker to so resnične, v vaših očeh seveda, izpovedi in je prav, da se te pripovedi, izpovedi, zgodbe, resnična dejstva tudi tako slišijo. Tako da jaz bi rekla, da tudi državni sekretar je uvodoma povedal, da nedvomno s to kulturo, z tem odnosom in tega lahko širimo to zavest pomena, zakaj kaznujemo in kaj je v resnici namen kaznovanja. Državni, mislim, da bi pa tudi želel zdaj še nekaj dodati. Igor. Ne, jaz sem samo to hotel reči. No, meni se tudi zdi, to sem na začetku rekel, da je ta film resen, vsaj moj vtis, zdaj sem se pa čisto pripričal, ker sem ga videl, en tak pomemben kamen, zato sem podaril, ne kamenček v tem mozaiku ozaveščanja in preventive. In zelo bi si želel, da bi to vrsten projekt nadaljevali. In tukaj ni seveda samo Ministrstvo za pravosodje, tukaj bi apeliral, pa mi pa lahko damo pobudo, no? Na Ministrstvo za šolstvo, Ministrstvo za kulturo. S financami se moramo še malo pogajati. Ampak zdi se mi zato, da bi to res umestili, ker učinki tega filma posledično kot preventive so lahko mrljivi. In to je tisto, s čimer lahko naredimo mnogo več, kot z milijon kazenskimi sankcijami. Pa ne zato, da bi rekel, da kazenske sankcije sve so potrebne, vedno bodo. Od pretekle zgodovine, od stalionskih načel naprej je pomembno, da se razume ta sorazmernost. Ker včasih umanjka ta sorazmernost med težo pa sankcijo. Ampak ravno preventiva je tista, ki lahko po eni strani mnogo ljudi odvrne od tega, ker to, kot je rekel eden od teh treh, mislim, da Bagari. Nikoli ne veš, kdaj boš na drugi strani teme ali pa svetlobe ali pa zidu ali pa rešetk. No, seveda, lahko predvidevaš, če se spraviš v kakšno tako situacijo, ampak želim to reči, to, kar je bilo rečeno. Če to postane neka učna, če to postane neka snov za diskusijo, ker skozi ta film se lahko mnoge stroke vključijo. Od penologov do pedagogov, do vzgojiteljev, do učiteljev, pravzaprav cel set, do seveda pravnikov, tožilcev,
in ostalih, ki delajo v pravosodju. Ne? In to, kar je Daniela rekla, se mi zdi zelo pomembno. Ne? Kot družba pa izvajamo neke vrste diskriminacijo, to pa seveda se moramo zavedati. In vsak delodajalec je mu nekako poskušal ščititi, posebej že v javnem sektorju, ne? Hrbet s potrdilom o nekaznovanosti. Razen seveda parlamenta, ne? Pa mislim, da predsednika republike, pa nas funkcionarjev, ne? Mi smo lahko kaznovani, ko gre hočemo. Ampak, dobro, to je neslana šala. Ampak, mogoče bi bilo boljše, kakšen psihološki test. Ampak, tisto, kar želim reči, no, se mi zdi to, da si bomo res, mislim, sploh ne smem zavez delati, to mi je ministrica rekla, da moram paziti, ampak bom preveril, če je volja na ministrstvu in če bomo predlagali, mislim, da so vsi trije kolegi, ki so izjemni, jih moram kar tlele pohvaliti, no, in cela ekipa na pravosodju, sem zelo vesel, ko sem prišel, ker je kljub prejšnji vladi ostala virgo intakta. In se mi zdi zelo pomembno, ker je prav užitek delati v okolju strokovnjakov. In se mi zdi pomembno, no, da predlagamo, da se ta stvar inicira, da se da v razpravo z pristojnimi ministrstvi, ker želim reči, to je inkluzivna zadeva, ki vključuje ne samo eno ministrstvo, ampak mnogo več. In mnogo več ministrstv je potem tudi družba. Toliko na kratko se prevečujem, da vam jemljem 6 dragocene minute pred spanjem. Hvala. Ne pred spanjem. Ja, bi potem, a bi še kdo od vas kaj dodal na vse to? Čeprav ste za nas laike veliko povedali, moram reči. Drugač bi se pa vam zahvalila za ta zanimiv pogovor, tudi publiki za obisk in vas vse skupaj povabila, da malo uživamo v kakšnem kozarčku in pa živi glasbi. Tako da hvala vsem. Hvala.